Širše območje železniške postaje v Sevnici je problem, s katerim se občina ukvarja že več let. Nekatere ukrepe so na tem območju predvideli v okviru prometne strategije, del ukrepov pa so povezali s širšim konceptom ureditve železniške postaje kot celovite ureditve. Trenutno potekajo dela na parkirišču v neposredni bližini železniške postaje. Nadaljevala se bodo tudi naprej ob cesti, pločnik, javna razsvetljava in parkirišča proti avtobusni postaji. To je zelo potrebna ureditev. Žal je pri tej ureditvi kar veliko izzivov, kajti to zemljišče smo morali kot občina najprej odkupiti od Slovenskih železnic, zato da lahko urejujemo parkirišče kot park and ride, kot trajnostno parkirišče za trajnostni promet za uporabo železnice. In da smo lahko unovčili evropska sredstva za trajnostni promet oziroma v okviru prometnih strategij. Gre za železniško postajo, ki ima veliko potniškega prometa. Po številu potnikov smo nekako na 9. mestu v Republiki Sloveniji in zato ta postaja zasluži bistveno prenovo. To prenovo je pričela občina s svojimi projekti. Verjamemo in nekako usklajujemo pa projekte tudi za nadaljevanje, za prenovo celotne postaje z podhodi in podvozom, ki bi dajala boljši, kvalitetnejši videz, prometno ureditev celotni postaji, tako v korist železnicam, kot tudi potnikom, ki jih želimo v strategiji trajnostnega prometa nekako premestiti iz avtomobilov na vlak in na ostale oblike javnega prevoza. Ureditev parkirišča, ceste, pločnika z javno razsvetljavo in dodatnih parkirišč znaša $500 000. Ta projekt mora biti zaključen do konca leta. Potrebno je še uskladiti nekatere detajle, kjer se stikajo infrastruktura tudi Slovenskih železnic. Tu smo neločljivo povezani. Občina kot tista, ki želi investirati, in Slovenske železnice, ki v svojem prostoru nekako upravljajo lastno infrastrukturo. Kar je včasih precej zahtevno, dodaja Ocvirk, saj je omenjena infrastruktura izredno občutljiva, a v Sevnici verjamejo, da bodo uspeli uskladiti vse ureditve in zaključili projekt.